kako veš, da si se dovolj samo spoznal, da zdaj lahko prevzameš to odgovornost, da drugim pomagaš spoznavati same sebe, tako da jim deliš v bistvu konkretne nasvete. To, kar sem izkusil, o tem govorim. Ne? In pač, ko pišem o postavljanju meja otrokom, recimo, pač ne pišem o tem, ko so stari 16-17. 18, ker je pač moja hčerka stara 12. Neki politik je zelo zavarovan sam sebe, pa ne čuti mogoče tega, da ga drugi ljudje res hitro lahko omajali, pač bas zavarovan, je lahko hitro problematičen v družbi. Da to svojo vero v samega sebe, ki ni pripravljena kompromirati in sprejeti od zunaj nekega povratne informacije, recimo. A veš, potem je izraz ega precej drugačen. To je najboljša knjiga v Sloveniji zdaj. Rečemo, več je ta vulgarni odziv, pa kaj več je bolj predkan odziv. Če ti veš, spet se vračamo k starim filozofskim resnicam, ne? Da se motiš, imaš pač varovalko, da se ne vkličeš za samodržca na katerem koli področju. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Dobrodošli, dragi sohrupovalci, soustvarjalci hrupa in souničevalci niča v novi sezoni podcasta Mnogo hrupa za nič. Zdaj mislim, da je že, zdaj smo rekli, da imaš štela drugače po novem, ne? Zdaj po Kristusu. 17. epizoda, če se ne motim. Nekaj takega že, ja? 17. epizoda podcasta, v katerem se trudimo drug drugega spodbujati k temu, da kritično uporabljamo svoj oziroma po domače povedano, da kritično razmišljamo o nekih vsakdanjih vprašanjih, družbenih temah, ki nas trenutno tarejo, pa tudi takih bolj večnih vprašanj, ki se v človeštvu vedno znova vračajo. Zdaj z vami sva kot ponavadi Primož Vidovič in pa Aljoša Toplak in današnji gost Aljoša Bagula, ki verjetno ga že vsi poznamo, če ne drugega po zdaj že tretji knjižni uspešnici Ne je moč. Če se ne motim, zdaj ne vem, če je to zastareli podatek, da je prva knjiga Kako ne izgoreti prodala 11.000 izvodov in bila najbolj prodajana knjiga leta 2020 pri nas. Je pa Aljoša kreativni direktor, ima 20 let izkušenj na tem področju. Še več. nas je zdaj malo zrežiral tudi, tako da mogoče, če karkoli dobro zgleda danes, je to po njegu. Ja. Jaz bi to luče izklopil, ampak Tako pač imamo mnogo hrupa, hočemo tudi, da je malo slaba svetlova. Ja, se takoj poznači, da pride z ki malo ve. Fotonskega hrupa. Veš, to smo dva filozofa in pač ne, razmišljamo, potem pa še vse drugo pač probamo malo za silo postaviti. Vse vemo, kako filozofi izgledajo. Hvala, da si se danes je bil ostalo. zelo nečimeren, pa zelo modno ozaveščen filozof. Aristotel. To pa prvič slišim. Modno ozaveščen? Ja. Tudi primerljivo bogat kot recimo Jeff Bezos v teh časih. Sokrat po drugi strani pa je bil znan potem, da je grd. Ja, tako. In so ga primerjali z satirikar zaradi tega. Diogen pa potem, da je cape nosil, pa spal Diogen je pa sploh posebna vrsta. Človeka. Ja, mislim. Bitja. To bomo še malo kaj vpletli v pogovor. Ja, vsekakor. Zdaj, preden pozabimo, ker to vedno pozabimo, vabimo k temu, seveda, da sledite na družabnem mreži in predvsem, da se naročite na podcast. Če hočete, da hrup in nič, oziroma čim manj niča prinašamo tudi v vaše domove, oziroma v vlake, oziroma v avte, kjerkoli že naju trpite. To je zelo pomembno, da povemo. Da nagovorimo ljudi, da sledijo, da to vedno omenjamo. Zdaj še ribari za nasvete, mimo grede. Ja, mislim, da je že. To je tvoje v enem. Ja. Tako. Tržne nasvete, pa psihološke nasvete. Da smo oba dva v doktorskih nalogah, oziroma jaz na začetku, Primož na koncu. In zdaj se soočamo z vsemi svojimi. Čestitke. Hvala lepa. Sočimo, kaj ima delala življenje. Kaj ima delala življenje, pa kako ima sploh to prebrodla do konca, ta podvig pisanja. Ja, tako. Pa mogoče zdaj gremo predn, zafilozofiramo. Bog ne daj. Malo smo že. Zdaj, krovna tema, v bistvu se nismo prej zares odločila, kaj bo krovna tema. Zdaj, tako sem jaz razmišljal, je tisto vprašanje, ki bi ga mogoče kar ukradla, mislim, naslov ena od knjig, ne? Kako
ne izgoreti. To je mogoče nek tak izhodiščno vprašanje, ki nas lahko vodi do vse različne odtenke. Bi pa mogoče začel malo bolj konkretno in verjetno za mene malo neobičajno, malo bolj osebno. Ko sem pred leti tako se začelo govoriti o izgorelosti, ne? Moj prvi instinkt je bil, ko sem mislim, da bil tudi del te pomladi, ko se je to začelo nekako ozaveščati, da nekaj takega kot izgorelost obstaja. In ko sem jaz poslušal te stvari, moj prvi instinkt bil, kaj jamrate, spravite se delati. In verjetno zdaj ti, ko sem poslušal ravno včeraj podcast z Prekmurja, z deloholične družine in tako naprej, mogoče ti ni čisto tuj to vrsten odziv, ne? Ker se mi zdi, da v teh okoljih še nimamo najbolj nekega razumevanja za te bolj abstraktne duševne bolezne oziroma stanja oziroma neke tegobe, ki jih imamo. Ampak potem, zdaj ta doktorat že omenjeni delam, hkrati mogoče neko glasbeno kariero skušam sporedno voditi, potem neka osebna bremena pridejo vmes in potem se v nekih točkih res najdeš v tem stanju, ko se občutiš mogoče malo onemogel. In sem se spraševal, kaj je to izgorelost že na nek način. Ne? Jaz mislim, da pri meni ni bila, zato ker nekih akutnih in dolgotrajnih posledic ni bilo. Sem se pa začel spraševati, kaj je pravzaprav izgorelost in mogoče ti, ko si dejansko šel skozi to izkušnje, pa tudi o tem dosti pisal, na kak način bi opredelil, torej, kaj je bila za tebe izgorelost pravzaprav? Ja, to je strmoglavljenje, kolaps. In zaradi preveč dela se izčrpamo, zaradi slabih odnosov pa izgorimo in ta vključuje tudi pogosto odnos samim sabo, kjer si oprtaš preveč stvari, kjer se opremiš z nekimi notranjimi refreni, to je za šibke, to je za slabiče, ne? Podoben refleks, kot si ga ti imel. Potem so tu prišepeti slovenske vzgoje, življenje je trdo, ni potica, treba je delati in zagotovo je pač ta usmeritev k disciplini, k neki trdnosti, ki s tem se zgradi, pravilna. Popolnoma pa pademo na izpitu te skrbi zase in nekega prepoznavanja človeških lastnosti, med katerimi sta tudi ranljivost in šibkost, ki sta pa seveda vse prej kot glamorizirani, vse prej kot dovoljeni, vse prej kot neka spoštovana markerja te naše pridentitete, kot imenujem našo identiteto pridnosti, pohlevnosti in ubogljivosti. In ranljivost je pravzaprav, če bi pač se začeli pogovarjati o Jungu, naša senčna stran, tista, ki je prepovedana, tista, ki ni dovoljena, ker je povezana ali pa hodi z roko v roki v glavah ljudi z lenobo, z nezavzetostjo, z neprizadevnostjo, ki so vse osovražene zaradi tega, ker so bile smrtne sovražnice preživetja, ne? Da so pač lahko naši predniki preživeli in to v zgodovinsko zelo nenaklonjenih okoliščinah so morali predvsem fizično delati, fizično garati. In kar se je posledično zgodilo, je to, da so vsa duševna stanja, ki so zatem prišla skozi samozanikanje, nezmožnost udejanjanja svojih talentov in tudi vso to prisilo, zgodovinsko prisilo vladarjev, ki so vedno bdeli nad nami, je, da po moje smo nekako izgorelost ušteli v svoj obstoj, jo nekako razkosali v depresivnost, zagrenjenost, razočaranje, obup, stanje žrtve in da so pravzaprav nam to zelo domača stanja, ki jim pač ne damo prave, primerne veljave v določenem obdobju našega življenja. Ne? Recimo, jaz sem bil pač izjemno ambiciozen, zelo uspešen, prav tako, kot sem že izpostavil, sem se nekako zmrdoval nad ljudmi, ki niso zmogli, ne? Dajte se, mislim, halo, kakšna izgorelost, da se vi hecate. Ne? In ko dejansko ne živiš več v stiku z svojimi vrednotami, ne? In pač vsako življenjsko obdobje ti nekako omogoča, da
nekatere vrednote izpostaviš, se z njimi bolj poistovetiš, jih bolj zasleduješ, vendar je potem treba to redno servisirati. Ne? In potem, ne vem, če so ti v 20-ih blizu dokazovanje, ambicioznost, uspeh na katerem koli področju, je potem, ne vem, v 30-ih dobro narediti pač nek servis, razmisliti o tem, ali je to še vedno to, kar zasledujem, ali je to še vedno tisto, kar me poganja, kar me žene. In pogosto tega ne naredimo in potem spet pademo na tem zrelostnem izpitu in tudi z zunanjimi vplivi, z pravzaprav vsemi temi vtisi, dražljaji, priklopljenimi na steroide ali družbenih omrežij ali tehnologij, nekako sledimo diktatu zunanjega uspeha, dokazovanja, doseganja nekih norm in standardov, ki so pretežno zunanji. In to je seveda samo zanikanje sebe. In tu sem v bistvu jaz začel izgorevati, na kar se je k temu pa pridružil še en odnos, v katerem sem, in to je bil pomemben odnos, doživel eno zelo veliko razočaranje, ki je pa spodneslo te moje osnovne vrednote, ne? Sodelovanja, spoštovanja, zaupanja. In ko se to zgodi, ko ti v bistvu v toksičnem odnosu obtičiš in si nekako zlomljen in se na to samo zdraviš z deloholištvom, ne? Da si predpišeš še več dela, še več dela, še več dela, še več adrenalina, še več kortizola, je to seveda enosmerna cesta. Ampak kakšen je ta občutek? Občutek je grozljiv. To je eden najhujših občutkov, ki ga lahko človek doživi, zato ker se mu zdi, da bo umrl, da bo znorel, da ne bo zmogel. Preplavi ga takšen strah, da je neprimerljiv z čemerkoli. To bolj na duševni ravni ali bolj fizično čutiš? Različno se pri ljudeh to manifestira. Meni se je to na psihičnem nivoju zgodilo v obliki silovitih tesnobnih napadov in popolnega zloma, ker pač v bistvu, ne vem, avtonomno živčevje odpove in si res v prostem padu in ne veš, ali bo zmogel. In to ne iz dneva v dan, ampak dobesedno iz minute v minuto. Ne? Tak grozen občutek je to. Tako da to je resna stvar. Zagotovo je beseda, ki je zelo modna, že vrsto let. Tudi jaz sem pomagal demokratizirati to bolezensko, jaz mu pravim bolezensko stanje, čeprav Svetovna zdravstvena organizacija tega še vedno ni opredelila kot bolezen. Kaj se je, moče, ko si se s tem ukvarjal, kaj se je prej reklo temu stanju? Se verjetno ljudje nismo začeli izgorevati v zadnjih 20 letih, je to vedno bilo v neki obliki. V 80-ih se je to imenovala menedžerska bolezen. Se pravi, bolezen... Samo kot menedžer lahko imel, takrat še ni bilo na ostali populaciji. Ni bilo demokratizirano, je bilo monopolizirano, privatizirano. Ampak ne, mogoče je tu vredno izpostaviti to, da pač, ne vem, visoko obremenjeni posamezniki, ki morajo sprejemati veliko odločitev, reševati nešteto situacij. In jaz sem zagotovo bil v takšnem zanosu, pa to ni zanos po psihologu Mihaliju Csikszentmihaliju, ki pravi, da je zanos pravzaprav idealno tipsko stanje. Flow. Tako, flow, ne, naše zavesti. Ampak je to nek drveč tok, kjer se počutiš zelo opolnomočen, kjer se počutiš, da imaš nadzor, kjer si nekako tisti, ki diktira tempo, usmerja stvari in to je tak zelo izpolnjujoč občutek. Vendar, ko se začne to lomiti, je potem hitro lahko težko. Oprosti. Kaj zdaj govoriš o recimo tom, ko se potem preveč spustimo v delo, ko preveč zagona, preveč zanosa čutimo, preveč neke teže, da bi nekaj ustvarili. Kaj potem recimo drugi pol ljudi, ki pa se čuti mogoče melanholično ali pa da v nekem nedelju recimo ujetih. Kako potem nagovarjaš ta del populacije, ki se mi zdi, da verjetno se potem mogoče celo težje poistoveti z tem pojmom izgorelosti. Ja, obenem pa se jim prav tako zgodi izgorelost, tistemu stanju se reče bored out. Spravi skrajna apatičnost, depresija, ki
te nekako prikuje v neaktivnost, v neko letargičnost, čemur je tudi zelo težko ubežati. Ne? In ko v bistvu greš delati neke redukcije v smislu, pač kaj psihološkega tiči za tem, so vzroki pa pravzaprav zelo podobni. Ne? In so to, ne vem, občutki globoke zapuščenosti v otroštvu, zapostavljenosti, čustvenega, telesnega neupoštevanja ali celo zlorabe. Ne? In po eni strani imaš ti možnost, da kot obrambni mehanizem zgradiš nezdravo ambicioznost ali pa dejansko se odtujiš tudi od sebe. Se v obeh primerih v resnici, ampak se na zunaj drugače to manifestira. To je sicer zdaj precej posplošeno, ampak v bistvu je težko reči, glej, imamo samo, ne vem, eno vrsto ljudi, ki so pač zelo zagnani, zelo podjetni, zelo ambiciozni in zato posledično zelo čislani, če gledamo sklop sodobnih vrednot. Po drugi strani pa ljudi, ki so preprosto, ne vem, leni, nezainteresirani in živijo na račun ta prvih. Se mi vseeno zdi mogoče, da kar dobro vprašanje. Ko gledamo ljudi, so ljudje, ki ne znajo reči ne. Ja. Ne? In kar nekaj takih ljudi poznam, ko hočejo vedno biti, predvsem iz tega vidika, ti people pleaserji, da hočejo se jim ugajati, da hočejo, da se imajo vsi fajn, potem vse usluge delajo in tako naprej, in potem se dejansko iz tega pregori. Zdaj, mogoče na drugem polu, na katerem bi se mogoče jaz celo bolj našel, pa je to, da prevečkrat rečeš ne, in se mogoče do določenih izkušenj, določenih ljudi, določenih priložnosti tako naprej malo zapiraš in se mi zdi, da potem pa je to neka druga vrsta izkušnje kot izgorelost, mogoče bliže temu, kaj se rekel bored out, oziroma mogoče padeš v neko malodušje. Tako apatijo. Recimo, kako bi potem konkretno nekom je svetoval, ko recimo konkretno jaz vem, da sem nagnen k deloholištvu, ampak potem pa se zabrenzam, kljub videzom, ampak potem pa se zabrenzam in pol pa padem v nasprotje, v neko malodušje. Zdaj pa se življenje izpraznilo vseh teh, ne vem, nekih struktur, ki so mi drugače lepo urejale življenje v neko smiselno celoto. Ja. Po eni strani je ta dinamika običajna. Ljudje nismo ustvarjeni, da bi bili stalno aktivni, da bi bili nenehno na voljo, na razpolago, ampak pač potrebujemo neka obdobja umirjenosti, predelave, refleksije in potem postavljanja novih zdravih ciljev. Ampak to ni dinamika, ki jo ti opisuješ, ker si začel z deloholištvom. Se pravi, si zelo intenzivno, pravzaprav skoraj manično zagnan v doseganje nekih ciljev. Jaz sem časno, veš, ko sem tisto vse. Ko ko se spremeniš volk od dlaka. Ko imaš pol impulzijo, eni zjutraj, zdaj pa imam idejo in potem kar začneš delati v eno. Ja. Poznam vse te preganjavice kreativnosti, ko te ideja prebudi in možgani hlepijo po visokih obratih in te ne pustijo spati. In mogoče bom, preden pregloboko zatavam v kakšno psihologiziranje, izpostavil to, da si je dobro v določenih etapah življenja postavljati pravo vprašanje. Recimo, zato je vprašanje za vajno dekado, vajno starost. 50. To, da se v bistvu vprašate, kaj vse zmorem. Se pravi, mladost ali pa 20 so namenjena preizkušanju meja. Da vidiš, kaj zmoreš, zato ker je čas za regeneracijo krajši, zato ker se lahko hitreje postaviš nazaj na noge, zato ker pač lahko več noči slabše spiš in si še kljub temu dovolj funkcionalen. In te moči pojenjajo z leti in zato so pravim, 20 res zato, da probamo, stisnemo, vidimo, kaj se dogaja, kje zmoremo, kje smo šli čez mejo. To sem pri Primože opazil, zdaj ko je 30 naenkrat. Ne smem ga več, ne zmorem nič. Ob 11 že spim. Ja, konec. Jaz že ob 10, vidiš, kak dekade. Ja, vsako leto. In potem mogoče 30, kaj si želim, kaj želim ustvariti,
kaj želim doseči v karieri, kam želim življenje zapeljati tako, da bo izpolnjujoče, radostno in predvsem raziskano. Ne? To je še ena Jungova maksima, da je pravzaprav, če banaliziram, srečno življenje raziskano življenje, ne? Pri čemer poznate vse filozofske maksime, je glavno, da spoznaš sebe. Ne? In ta del, če ga zanemarjamo, če ga postavljamo na stranski tir, postane en pomemben kvalifikator pri izgorelosti. Ne? Zato, ker se res tako potiskaš v kot, ker se tako zanikaš, ali gre to za people pleaserstvo, torej zadovoljevanje drugih, ki je kronično, ki je pravzaprav nek preživetveni mehanizem. Ne? Spravi, ljudje, ki zadovoljujejo druge, so se zelo zgodaj naučili, da se morajo dobrikati. In to je eden izmed bagov, eden izmed ključnih obrambnih mehanizmov, ne? Preživetvenih. Torej, bag, boj, dobrikanje ali to, da zmrzneš. Ne? Freeze po angleško. Ne? In pač people pleaserji izberejo preživetveno strategijo dobrikanja. Vse bom naredil za vas, zelo dobro berejo obraze, geste, da kalkulirajo v ozadju, ali so dovolj varni. Ne? So ti ljudje bolj nagnjeni k izgorelosti? Tudi. Ja. Bolj od drugih tipov? Ja, mislim, razen zelo narcisoidnih. Fajt je tudi verjetno, kar. Ja, razen zelo narcisoidnih osebnosti. Ko se boriš non-stop, ne? Če fajtaš, se tudi verjetno tako pregoriš. Točno to. Tudi če nenehno bežiš, tudi če nenehno bežiš, tudi če se nenehno otopel oziroma otujen. In ta shutdown, vse to so stanja, ki pravzaprav nam onemogočajo, da bi bili v stiku samimi sabo, da bi čutili to svojo moč, svojo prisotnost, svoje osebstvo. In zdaj, če sam zaključim prvi del, torej v 40-ih pa pridemo do pomembnega vprašanja, česa več nočem v svojem življenju. In tu se začne to postavljanje meja, ki pa nas nekako opremi z zavedanjem, da lahko vse, kar se je nabralo v nas, vsa prtljaga, ki zdaj tudi po zadnjih neuropsiholoških pa neuroznanstvenih raziskavah se spreminja v neke kronične bolezni, v kronično bolečino, če ni obravnavana. Se pravi, vse te kufre, ki jih vlačimo s sabo, nerazčiščene, naše telo začne spreminjati v bolečino, da lahko del te jeze, ki je del te prtljage, spreminjamo v dobro, zdravo postavljanje zase, v spoštljivo, pravočasno postavljanje meja, v sporočanju svojih potreb in interesov. Ne? In tako v bistvu na zdrav način nekako pucamo to navlako, to nesnago, ker pač dejstvo je, življenje ni preprosto, je kompleksno, odnosi so vse prej kot enostavni in marsikaj se nam dogaja, in mi to izravnavamo, ali ne vem, pač ok, gremo žurat, ali pa ne vem, se imamo fajn, ali pa pridemo domov, pa brskamo, kaj bo dopaminski šus na Netflixu ali na družbenem omrežju in to so pravzaprav neke vrste pobegi. Ne obravnavamo pa teh vsebin tako, da bi jih reciklirali, tako, da bi jih, ko je repurpose, da bi jih ponovno uporabili na pravi način. In repurposing jeze na dober, krasen, zdrav način je to, da jih spreminjaš v postavljanje meja. In to je ena taka pomembna ugotovitev. In potem zdaj, če zaključimo ta del, je postavljanje meja in vprašanje, če se več nočem, nekako ta zavezniški paket za 40. Zato to tako splošno, zelo grobo sem te dekade razdelil. Ampak tu je postavljanje meja sila pomembno, seveda zagotovo tudi prej na določenih področjih. Ampak tu si dejansko moraš zato, da bo pač ta druga polovica tvojega življenja, če spet vrnem k Jungu, ki pravi, da je prva polovica življenja pravzaprav zgolj priprava na to, da bo druga polovica življenja takšna, kot mora biti, torej raziskana in dobra, uspešna in v končni fazi tudi srečna, se pač moramo te preobrazbe lotiti. In pač postavljanje meja je en tak super preizkus, da dregnemo v to pridentiteto, torej našo to identiteto pohlevnosti in se začnemo spreminjati. To mi je všeč način, da si razdelil vseeno po nekih obdobjih, ker mogoče se mi zdi, da zdaj v tej samo pomočniški literaturi, katero verjetno na policah v konzorciju tvoje knjige nekako pridejo tudi, se dostikrat preveč posplošeno določene nasvete deli.
Torej, recimo, vedno si moramo na enak način postavljati meje, vedno po drugi strani, druga skrajnost, vedno moramo se preizkušati, pa ni čisto enako v različnih obdobjih življenja. Ne? Se mi zdi to kar dobra lekcija, ne? Ker dejansko vidiš, da pač, ne vem, jaz še nisem v jeseni življenja, upam, da ne. Še zdaleč. Ampak recimo, ne vem, tako v zgodnjih 20-ih sem res lahko ful vložil v nek projekt, pa meni nič ni niti načelo. Zdaj že mogoče vidim, da včasih si moram postaviti določene meje. Ne? Absolutno. In zdaj mogoče, ko sem ravno za to temo samopomočniške literature odprl, ker to je ena pomembna tema, ki sem jo želela odpreti, tudi ti si prej rekel, kaj bi nama svetoval oziroma kaj bi svetoval. To je mogoče neko vprašanje, ki bi ga postavila. Se čutiš, kaj bi rekel, je neka odgovornost. No, ne? Torej, ti si neko določeno življenjsko izkušnjo imel, nekaj stvari si prebral od znanstvenih študij do Junga in tako naprej, ne? In potem imaš neke različne poglede na to, ampak vseeno prevzemaš precejšnjo odgovornost, ko zdaj recimo izdaš knjigo, ki pravzaprav po eni strani napišeš, jaz sem bral recimo Srečo, prosim, ti sem kar bolj detaljno, po eni strani rečeš, da ne daješ na svetu, ampak v resnici jih daješ, ne? Vsaj po neki posrednji obliki. In bi mogoče te na ta način malo poklical na odgovornost. Kaj meniš, si dorasel, je zelo taka slovenska beseda, si dorasel te odgovornosti. Ja. Sem, ja. Meceni in pokrovitelji. Toplak nadomešča Aljoša Bagula za ta sponzorski blok. Meceni in pokrovitelji. Veš, ker on je kreativni direktor in zdaj bo v bistvu lahko boš živel to, kako je prodajati izdelke drugih ljudi. Dame in gospodje, zahvaljujemo se ZRS Bistri za ta čudoviti prostor, ki so nam ga danes nudili, in pa seveda dobili smo darilo. Dobili smo dve štire marele. Samo ga ne smemo odpreti, nekaj je to kaj? To je slaba sreča, nikoli ne odpirajte. Poznam ful, ne bilo za epske, če bi zelo tudi odprl marelo. Dosti ljudi, ki je to naredilo, je potem na en točki umrlo. Torej, pa po takih 80 letih poprečno so umrli. Tako da lepo se zahvaljujemo ZRS Bistri in vas tudi znanstveno raziskovalni center. ZRS znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj. Ja, tako. S katerim itak že večkrat sodelovala. Mislim, da ena epizoda celo imela s Selakovičem. Meceni in pokrovitelji. Jaz mislim, da mora vsak razumeti polje svoje odgovornosti na dveh nivojih. In to je prvo samozaščite in potem zaščite svoje javnosti, če zdaj zvedem na področju svojega ustvarjanja. To vprašanje. In pač to ni samo moralno, etična drža, ampak v končni fazi to lahko tudi ima kakšne druge posledice. Ne? In zato jasno komuniciram svojo stopnjo strokovnosti in usposobljenosti na področju, kjer to sem. Se pravi, sem strokovnjak za komuniciranje, kreativnost in v najboljšem primeru za psihologijo množic, ki je pač v našem študiju precej prisotna. Nisem pa psiholog, nisem psihoterapeut. Imam pa izkušnjo, ki je poistovetljiva, kjer sem imel 5 let psihoterapije, torej strokovne pomoči in še vrsto v bistvu dodatnega izobraževanja in, kot si že sam izpostavil, tega deep diva v samo spoznavanje z pač nešteto knjigami za teh področji. Ampak pri meni bralci točno vejo, ne, in to pač je nekaj, kar, ne vem, oglaševalci počnejo vse v Sloveniji že zelo dolgo, ne, da ko pač pridejo oglasi, je najavna špica, oglasni blok. Ne. Tako je v mojem primeru v vsaki knjigi na prvih straneh. Ta knjiga ni nadomestilo za strokovno pomoč. Ne. Se pravi, tako je treba razmejiti te stvari in jih razločiti. In to, da zapišem,
kot v srečo prosim, ne, ta knjiga ni priročnik, ampak je bolj prisrčnik. Ne, se pravi, da pač ti v obdobju stiske nudi oporo, da prinaša zgodbe ljudi, ki so zmogli, zgodbe ljudi, ki so se postavili nazaj na noge. In to je prepredeno za mojo izkušnjo, ki je bila zelo silovita, neizprosna in pravzaprav na očeh javnosti. In nikjer nikogar ne silim, da bi moral upoštevati določene stvari, ampak jim odpiram neka polja razmišljanja, neke uvide, stvari, ki so relevantne za okrevanje, kjer pa vedno, sploh v tudi zadnji knjigi, usmerjam k strokovni pomoči. Ne? V mojem primeru je to psihoterapija, to je oblika pomoči, v katero pravzaprav najbolj verjamem. In nizam primere, kjer pač ljudje, ne vem, z postavljanjem meja v psihoterapevtskem procesu pridejo do določenih ali ciljev, ali si zagotovijo določen čustven izkupiček, življenjski izplen v smislu ne samo izkušenj, ampak tega, da se znebijo toksičnih odnosov, da zaživijo bolj svobodno. In to se mi zdi, da je pomembno in strinjam se s tabo, da vsiljevanje nekih zacementiranih pogledov, ideologij, nekih dogem, ki jih je tudi na področju samopomoči ogromno, ni primerno. In da pravzaprav, če nekdo stremi k temu, da človek pride stik s samim sabo, da se osvobaja spon, da razpre krila, da začne bolj z lastno glavo razmišljati in čutiti ne po diktatu, ampak tak, kot si res želi, da je potem, ne vem, vsiljevanje neke recepture zelo omejujoče ali pa celo svetohlinsko. No? Moja skrb je pri tovrstni literaturi. Ne? Torej, po eni strani izhajaš iz osebne izkušnje in pravzaprav zgolj daš na voljo neke stvari, ki so za tebe funkcionirale, ki si ti gotovo, da funkcionira in pač lahko si v bistvu vsak sam postreže. Ne? Ampak, zdaj recimo, če gledamo, da ljudje, pač psihoterapevtska pomoč dejansko ni lahko dostopna. Mislim, zelo dolge čakalne vrste so. In na neki način te izgorelosti je vedno več, pritiska je vedno več, socialne mreže in vse to. Grozljivo. Torej, psihološke bolezni so pravzaprav v nekem porastu in so ljudje prisiljeni pravzaprav posegati po literaturi, ker pač je to, greš v knjižnico in si sposodiš. In zdaj dobiš knjigo, ki je na neki način na tisti polici samopomočniška literatura, ki po eni strani se ne, v odvodu sicer reče, ne dajem na svetu, ne rabite tega obvezno početi, ampak potem pa nanizaš na svet za nasvetom, to lahko to deluje. Ne? Hkrati si zelo ugleden predavatelj, ugleden kreativni direktor, tako da na neki način dobiš zaradi tega celega konteksta, tega, da je to knjiga, tega, da imaš vso to pozornost, neko avtoriteto. In zdaj tudi, če ti nočeš na nek način prevzeti te, kot si rekel, da bi dogme delil, ljudje to berejo dogmatično. Pa to je malo... Zdaj spet bom to besedo uporabil pokroviteljsko do ljudi. Ne? Ker pač, res je, ko si v hudi stiski, se ti pravzaprav klepaš vsake rešilne bilke, ne? In si želiš na svetu. Vem, kako je bilo meni hudo in sem googlal, ne vem, komu izmed pač slavnih ali pa uspešnih ljudi se je izgorelo že zgodilo in je Google presenetljivo molčal. In da si pač soodgovoren, kako ti zlomljenega človeka usmerjaš v takšnem stanju. Ne? Ampak pač vseeno moramo razumeti, da živimo v ekosistemu, ne vem, kjer pač obstajajo vzvodi, protokoli, možnosti, kjer pač, ne vem, človek z pač, ne vem, hudimi paničnimi napadi pride na psihiatrično urgenco in da so tam pač strokovnjaki, ki bodo poskrbeli za tako akutno stanje. Ne? In ko si dovolj opomore, pač se, lahko odloči, da gre na psihoterapijo in pač ni na medikamentih ali pa antidepresivih in tak dalje. Potem pač vzame knjigo in vidi, tam mi ne diši, pa bo probal eno drugo, si bo sposodil eno tretjo, pa bo pač spoznal avtorja, ki mu je blizu, ki mu je v oporu. In
tudi skozi svoj proces pač vidim, kako sem v kakšni na kakšni stopnji potreboval določeno obliko podpore ali kako so mi pač avtori, ki so bili na začetku zelo pomembni, zdaj nekaj, kar na čemer bi se zmrdoval, niti slučajno, ampak mogoče malo manj relevantni. Ne? In to je pravzaprav rast, kjer ti dobiš neke vrste zagotovilo, da si na pravi poti. Ne? In seveda je pač odgovornost, ne vem, avtorjev na marsikaterem področju, da omogočajo interpretacije, ki ljudem dajo možnost, da se v tako hudih stanjih tudi, ne vem, dobro znajdejo in da ne vnovčijo nečesa, če si mogoče na to ciljal, ne? Da ne vnovčijo stiske ljudi na način, da bi to je pa čarobna palica, ne? Ker v bistvu sta obakrat narobe povedala naslov moje prve knjige. Ne? Ker naslov moje prve knjige je Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke. Ne, kako ne izgoreti. Ne? Ker jaz ne vem, kako ne izgoreti. Jaz mislim, z oklepaji, ne v oklepajih, to je za naslov epizode. Ne, all good, ampak o tem pravzaprav govorim, zato ker ljudje iščemo bližnjice, iščemo instant rešitve, iščemo takošnjo zadovoljitev. Ne? Tako so evolucijsko tudi naši možgani programirani. In zato pač vedno poudarjam, da je resnična rast boleča, da je resnična rast tista, kar se zdaj dogaja, ni primerljiva z tem, da pač greš promptat umetno inteligenco, ki je dejansko programirana tako, da validira vsa tvoja čustva, zato ker stke bližino s tabo, da ji zaupaš in te v bistvu tolaži, v najboljšem primeru tolaži. Ampak to ni okrevanje, to ni ozdravljenje. Ampak s čim je pravzaprav razlika? To mogoče malo zdaj bom kar izzivalno. Kaj je razlika med tvojo knjigo in tem, kar daje umetna inteligenca? Kaj vaju razlikuje? Ja, mislim, da pač... Razdo, da si človek. No, zdaj si povedal vse. Ja, zdaj si povedal vse. Razlikuje me to, da pač sem jaz to silovito izkušnjo prebrodil, da sem jo dal skozi na telesni, na čustveni, psihični, umski, razumski ravni. To je ključna razlika in zato pač boti in vsi računalniški čipi, ki pač omogočajo neko tkanje besed, nek psihološki inženiring, neko komunikacijsko izkušnjo, ki bi jo naj primerjali z človeško bližino, te vsaj zaenkrat še ne morejo zagotoviti. So pa pač pretkani v tem, da te zelo hitro analizirajo, zelo globoko analizirajo in te pravzaprav priklenejo potem na ta niz validacije, ja, prav imaš, kaj pa če poskušati, ja, super razmišljaš. To neko študijo zdaj delali, ne? Mislim, to je, ja, da te laska. To je v bistvu pač psihološki huk, ki ga je Silicijeva dolina razklinkala že več desetletij nazaj. Ne? Kako pa si vedel, kdaj si pripravljen, da lahko drugim ljudem pomagaš? Kdaj je tisti trenutek bil, ko si vedel, zdaj lahko dam knjigo ven, pa pomagam drugim ljudem, ker zmeraj je to vprašanje, se vsi hočemo družbe na nek način pomagati, hkrati pa potem ta dvom, ko ne veš, koliko si dejansko distanciran od svoje izkušnje, pa koliko si recimo nekih neproblematičnih odzivov v življenju našel na neko stisko, ki si imel. Ne? Recimo, ne vem, imam potem kakšne samopomočniško literaturo, vem, da je ta The Secret bil nekaj časa popularen, že dolgo nazaj, ne? Ko je neka ženska v 50-ih sicer je prebrodila neko življenjsko krizo in potem je tako res celo metafizično teorijo stkala med tem, kako se moramo izogibati vse negativnosti, če te kdo konfrontiramo, moraš hrbetu, pa stran to življenje. In je dala taki res problematičen odziv, kako se soočiti z svojimi stiskami, ki pa so se dejansko ful prijele, pač ful je bilo potem tisto popularno in meni se zdi tudi nekaj škode naredilo, ker so ljudje začeli gledati na vso negativnost v življenju kot nekaj, kar treba samo absolutno prerezati in iti stran, pa se zabubati v mehurček pozitivnosti. Jaz zapišem, da rast ni hipijada, ampak olimpijada. In to,
kompenziranje, ne vem, stiske z nenadnim in absolutnim odkritjem vse prisotne kozmične ljubezni je kult. Ne? Rasti olimpijada zato, ker zahteva od tebe 10 boj, najmanj. Ne? Da odpreš področja, kjer vidiš, da so pač neke akutne vrzeli, neki stari vzorci, po katerih samodejno deluješ in moraš to spreminjati iz dneva v dan. Ne? In ne vem, je bil Sokrat ali Aristotel je pač rekel, da ne mora resnična šola boleti, ne? Obisk zdravnika mora boleti, ker pač če ne boli, se ne celiš resnično. In zato spet, kar naša družba čisla ali pa naskrivaj in to maskirano skriva, je pravzaprav ta takošnja zadovoljitev. Ne? Se pravi, otroke, ki so, ne vem, malo bolj razposajeni, opredelijo za hiperaktivne, označijo za ADHD-jevce in jim začnejo pri, ne vem, 12-13 letih dajati antidepresive. In to je spet en tak rokohitrski princip. Po drugi strani pa živimo v dobi skrajne nepotrpežljivosti in potem zelo pač priročno postikamo ali pa pobrskamo za nekom, ki nam pove, zdaj pa pač odreži svet od sebe, ljudem obračaj hrbet in pravzaprav zatem anuliraj to, kar smo kot ljudje, bitja bližine. Ne? In kako se bodo ti ljudje, ki so prekinili stik z svetom, poiskali novo bližino, tako da bodo pač ustanovili svoj kult, kjer bodo častili zgolj in le svojo in edino resnico. In te stvari so pravzaprav nevarne. Ne? In jaz rajši kličem k preizpraševanju, k temu pač zametku znanosti, in to je zdravemu dvomu v vse fenomene, in pač tudi v znanosti imamo kult osebnosti, v znanosti imamo krožke, vrtičke, lahko gledate prejšnjo epizodo, predzadnjo epizodo smo imeli Saša Dolenca in Zarjo Muršič, ki smo malo se kritično pogovarjali o tem stanju v znanosti. Ja, tako, ne? In pač, ne vem, če pogledamo znanstvenike iz obdobja Charlesa Darwina, ne, ki je pač prelomno teorijo ustvaril, je pač njegov bratranec bil evgenik in pač je zagovarjal, da ljudem inteligenco zmerijo tako, da jim vse glave zmerimo. Ne. Ja, tako da, to frenologija. Ne? Tako, recimo. In pač to so vse v bistvu smeri, na katerih pač je potem nacionalsocializem zgradil svojo ideologijo terorja napram drugim. Ne? Tako da vedno moramo v marsikaj dvomiti in se preizpraševati. Ne? Moramo spoštovati znanost, avtoritete, zdravo kljubovati, razmišljati za svojo glavo, ne? In čutiti svojim srcem. To je nekaj, kar je zagotovo, ne vem, vama kot filozofom blizu. Ja, zdaj, ko si rekel, da je, mislim, nacizem je to evgenično idejo socialnega darvinizma prevzel, ne? V neki obliki se mi zdi, da se to tudi v znanstveni psihologiji, psihoterapiji še naprej malo ta miselnost v bistvu reproducira v tej ideji, torej, da obstaja neko stanje sreče. Ne? Torej, da imamo neko določeno stanje, ki ga vsak malce drugače opredeli. Recimo, Csikszentmihalyi bo rekel, da je to flow, torej neko stanje zanosa, potem en drug bo rekel, da je glavna stvar to v možganih, gre za neko razmerje biokemično razmerje. En drug bo rekel, da je to, da se samo aktualiziraš in tako naprej. Zdaj, vsi stremimo k nekemu stanju, k nekemu idealu. Ne? Ampak kaj je v bistvu ta ideal? Ne? Ker zdaj, mislim, da ti se zavaruješ, srečo prosim, večkrat zavaruješ pri tem, da to za neko en in isti ideal, ki se aplicira v vseh primerih. Ne? Po drugi strani pa, kaj pa tem vemo? Ne? Nismo tako kot logostrelci brez tarče. Ne? Torej imamo neko fatamorgano sreče v neki daji in vsi to zasledujemo, ampak v resnici po eni strani se ne spodobi več tega definirati, tako kot se je včasih definiralo z neko eno dobrino, ne?
Hkrati pa imamo seznam opravil, ki jih moramo delati. Moramo si postavljati meje, moramo reči ne, moramo meditirati, moramo delati jogo, moramo imeti socialne stike, ampak ne smemo imeti preveč socialnih stikov. Ogromno nekih raznoraznih nekih opravil, ki jih moramo delati, zato da bomo to stanje, ki ga pa v bistvu nočemo definirati, dosegli. In kje se ti zdaj vidiš? Ne? Recimo, ko ti daješ te razne nasvete, ali v bistvu zgolj nekako mečeš neka orodja in vsak v bistvu naredi s tem, kar hoče, ali imaš nek ideal, proti kateremu misliš, da bi morali ljudi usmerjati? Ja, to je to samo spoznavanje in odkrivanje v bistvu vsega tega zaklada pod površino in super mi je, zdaj malo preskakujem, ampak izrek psihoanalitika Roberta A. Johnsona, ki pravi, da ko se zaljubimo v drugi osebi, pravzaprav zgolj vidimo odsev sebe, ne? Da je pač to zelo narcisistično, ne? Da se zaljubimo vase, ker nam druga oseba samo to aktivira. In da kaže. Ali te potonja tudi to, ne? To kritizira te, kaže, dating appe, da samo sebe iščemo v njih. Res je. Ne? In to je mogoče pomembno zato, da nehamo iskati rešitve v drugih ljudeh, da se ne nehamo pehati za srečo, ki je, kot ti pravim, traumaterialistično. Se pravi, kjer želimo to neko praznino iz otroštva, kjer smo zagotovo zaznamovani na določene načine, zapolniti z materialnim. Se pravi, da majice z imeni in priimki nosimo zato, ker se svojim imenom in priimkom komaj nosimo. In ko ugotavljamo, da je to v bistvu neko dobrikanje drugim, da je to, kot temu pravim, outsourcanje svoje vrednosti. Ne? Se pravi, da ti nekaj kupiš, kjer ime in priimek na tvojem artiklu sporočata, jaz sem pa toliko vreden in toliko sem že dosegal. Zamenjamo za tem, da si sposoben drugemu pomeniti veliko manj. Recimo, jaz se ne obremenjujem, če me označiš kot, ne vem, vprašljivega avtorja samoporočniške literature, ker vem, kaj je moja vrednost in vem, kaj ljudem zagotavljam, vem, kakšne so njihove sporočila meni in vem, da tega ne bom zlorabil za unovčenje ne vem česa. In ko dobivaš to trdnost, ki počiva na tem, da si raziskal svoje strahove, da si spoznal arhitekturo, ne vem, našega ustroja, kjer ne vem, so strah, jeza, krivda, sram in podobna neprijetna čustva, pravzaprav pomembna in dobra zato, da ti začneš v zunanje okolje gledati drugače, ravnati z nekimi zamejitvami ali z tudi bolj nekimi, ne vem, odprtimi povabili, več življenja, več dobrih stikov. Je dobro, da nas gane, kaj drugi reče. Ja, zato sem sam, da zaključim. Prideš do tega, da se moraš znajti v tej nenehni bibavici, ne? V tej nenehni privlačnosti, ali je to yin-yang, ali je to dan-noč, ali je to moško-žensko, ali je to katerikoli polarni princip, ki je pač naseljen v tebi in te nenehno kliče, draži, zato, ker želi, da se izmojstriš, pa zdaj bom povedal poetično, v tej plovbi življenja. Ne? In v tej plovbi življenja se moraš zanesti nase. In kot je bil zdaj krasen primer 13-letnega dečka, ki je v Avstraliji v pač nemirnem morju preplaval 4 kilometre, da je lahko rešil mamo in brata, je pravzaprav neka ta odločenost, ta surov pogum, ki je že prednaložen v nas, ta moč, ki pride z odkritjem svojih talentov, ki več niso latentni in jih skrivaš in zakrivaš, ko zatem, kot pravim v svoji maksimi, ne copy-paste, ampak copy-paste, ne? Se pravi, ne se toliko ozirati za zunanjimi vzori, ampak pač razišči sebe, prideš do tega opolnomočenja, jaz sem sam svoj človek in to pomeni, da lahko z drugimi
veliko bolje zaživim. Jaz sem sam svoj človek, ki se pač spoznava in pozna velik del sebe, zato me drugi več ne govorijo z nekimi ali provokacijami, ali z poceni marketinškimi triki, ali z poceni političnimi floskulami, ali z poceni zavojevanjem in tudi z svoljivostjo, sploh če govorimo o sodobnih tehnologijah, da sem na koncu dne ponosen na se. Ne? In postaneš bolj sočuten s sabo, bolj razumevajoč, dovoliš si svojo ranljivost, veš, da bo en ta del, ki je pač bil poškodovan, ki se mu je zgodila krivica, ki se mu je pripetila, ne vem, nesreča, vedno trpeš in bo vedno sporočil to bolečino. Ne? Ampak kako veš ti, da si sam sebe v resnici spoznal in da tvoj ta ponos in to polnomočenje, ki ga čutiš, izhaja iz tega spoznanja? Kaj pa če imamo nekoga, ki recimo dela slabe stvari dejansko, recimo nek politik, Trump, jaz sem prepričan, da Trump, ko pride večer domov, se počuti zelo polnomočenega in zadovoljnega. Ne vem, če veš, zato ker pač kar baje počne, da je cheeseburgerje, pije Coca-Colo in je kljub temu brezhibno zdrav. In ne spi. In ne spi in Twitter oziroma Truth Social in pač tam diarejske objave. Jaz sem pa svojega zornega kota se po mojem počuti močnega. No ja, ampak veš, zelo preprosto je danes sploh z vsemi psihološkimi znanji prepoznati nek kategorični narcisizem, videti, ne vem, psihopatologijo pri vodjih, pri političnih veljakih. Zdaj verjetno se lahko zamislimo čisto abstraktno, da pač neki politik je zelo zavarovan sam sebe, pa ne čuti mogoče tega, da vem, da ga drugi ljudje res hitro lahko omajali, pač vas zavarovan, je lahko hitro, predvsem problematičen v družbi, za to svojo vero v samega sebe, ki ni pripravljena kompromirati in sprejeti od zunaj nekega povratne informacije, recimo. To ima tudi Žižek, recimo to vrednoto sramu, kak je recimo v družbi lahko zelo blagodejna, da vsi ves čas reflektiramo sebe kot del družbe, pa tudi kaj damo, kak vplivamo, kako se umeščamo. Prej si rekel, da te ne bi zmotilo, če te zdaj jaz označim za vprašljivega pisca, ki unovča in je oportunista, kakorkoli, ne? Zato, ker imaš si sam s sabo, v bistvu veš, da ne zlorabljaš. Ampak kaj pa, če se motiš? Pa ne pravim, da se motiš. A veš, potem je izraz ega precej drugače. To je najboljša knjiga v Sloveniji, zdaj to, če tega ne prebereš. Pravno več je ta vulgarni odziv, ampak kaj več je bolj pretkan odziv? No seveda, gledaj, zdaj, a veš, pač vulgarnost je mogoče boljša, ker je bolj transparentna. Ne? In pač Trump po eni strani vsa ta neka nepisana pravila politike krši, po drugi strani pa izpostavlja v bistvu vse doslej prikrite težnje po imperializmu, ki pač to bomo imeli zaradi nafte, ne? Pač prejšnji režim bi šel pač tam reševati zatiranje delavcev. Ja, bi bolj pa reče, kaj bi imeli to nafto. Tako. Ampak resnice, recimo Obama je isto bil v Siriji, isto so bili v Libiji in tako naprej. Na koncu pa lahko rečeš, vse so zelo podobni, samo eni to delajo nazven s tem videzom, da je ampak so pa okolje, tako dalje. Ampak poboji so pa enako prepričani v svoj prav. Ja, res je. In na to težavo zdaj hočem izpostaviti. Ko se postavimo v ta položaj, da zdaj mi ali delimo nekaj na svet, ali smo na nekem odgovornem političnem položaju in tako naprej, če smo mi smo lahko prepričani sami sebe, lahko se čutimo dobro, opolnomočeno, ponosni, ampak kljub temu se motimo. Ja, tu smo pri kategoričnih imperativih in podobno. Ne? In težko boš ti stkal neko pozicijo, sploh v sodobnem svetu, kjer so algoritmi kot matematični modeli nalašč programirani za ustvarjanje razdora, in smo v bistvu prostor konsenza absolutno skrčili in ga demolirali, tako da imamo samo še prostor razdora. Disenza, ja. na fajn revije. Ja, tako. In bomo težko v celoti dobili potrditev, da imamo prav. Ampak, če ti veš, spet se vračamo k starim filozofskim resnicam, da se motiš pri vsem tem, da še vedno kljub temu, da vse to veš, še ničesar ne veš v celoti, imaš pač vgrajen nek pomemben kvalifikator, pa tudi varovalko, pa nek varnostni mehanizem,
da se ne vkličeš za samodržca na katerem koli področju. In da ti mogoče na koncu dne spet to izpostavljam, ne? To mnenje nekoga, ki pač veš, da je tako zelo zagitiran s tabo, da mu greš tako zelo na živce, ne zleze več tako zelo pod kožo, kot bi ti sicer. Ne? Mislim, v celoti pa tega ne moreš ovreči, zaobiti, razen če si pač, kot si izpostavil, res ne vem, zelo, zelo narcisoiden in se to dotakne. Pa vidimo pri Trumpu, da se ga v bistvu vse dotakne, ne? In da se potem sproži tožbe, pa maščevanja, pa takšne stvari. No. Ker zdaj, če pogledamo ta tradicija neke samopomočniške literature in teh nasvetov, si kot že veš, samo omenjaš, je v bistvu zelo stara. Staro Grčijo. In v resnici je pač se začne... To je filozofija. Ravno Sokrat je tisti, ne, ki nas pokliče, da moramo, to je sicer ta delfska maksima, ne, tako znaj samega sebe in poskrbi zase. Ampak ravno pri Sokratu se začne ta, mislim, je tudi ta bistvena razlika. Ne? Recimo, če smo imeli v času stoikov, epikurejcev in tako naprej neko prepričanje, mi poznamo način, kako pridemo do sreče, je Sokrat vedno, ko so ga vprašali, da zdaj pa nam povej, kaj naj dansko naredimo, zdaj si nam dokazal, vse, kar mi verjamemo, je napačno, ne? Zdaj pa nam povej, kaj naj naredimo, je vedno rekel, jaz nič ne vem. Ja. In ni hotel dati nasveta. Ne? In na kar napeljujem je, kako veš, ko greš po poti samospoznavanja, ne? Hkrati čutiš željo, da deliš svoje izkušnje, da bi pomagal drugim, kako veš, da si se dovolj samospoznal, da zdaj lahko prevzameš to odgovornost, da drugim pomagaš spoznavati same sebe, tako da jim deliš v bistvu konkretne nasvete. Ker vse, kar je super naredil, je, da se dalje pogovarjajo z njimi in debatirajo, nikoli pa ni bodo dati pozitivnega odgovora. Ja, res je. In pač Sokrat je pri tem bil, ne, vsaj kakor zapisi pravijo, obupen mož, ne. Ksantippa je tam moral delati v družinskem kamenolomu, ne? Ne. Mislim, da pač doma je bila to dela. No, gospodinja. Ne, pač Sokrat bi pol težko, če bi se odločil karkoli zapisati, kadarkoli, ne, dajo nasvete o zakonskem življenju, ne, o partnerstvu, recimo, ne. In jaz pač... Ampak je pa edini poročeni filozof skoraj, da. To je zanimivo. Ostalo pri tem, zanimivo. Ok. Starogrški. Sploh je preslab jak record moj filozofi, jaz znajo biti kar samotarjev. Kje sem zaostalil? Ja, da pač to, kar sem izkusil, o tem govorim. Ne? In pač, ko pišem o postavljanju meja otrokom, recimo, pač ne pišem o tem, ko so stari 16, 17, 18, ker je pač moja hčerka stara 12. In vem, kaj deluje do tega, kar sem pač preizkusil, kaj sem dal skozi, kaj je v bistvu neko moje razmišljanje. Zdaj, če bi po tem kriteriju delovali, bi morali pač tudi večino filozofije diskvalificirati, ker je pač pogosto nastala zgolj plava ljudi. Ne? In tu je pomembno, da progo zakoličimo tudi na ta način. Ne? Zdaj, pač, če te smem malo vzbosti. Izvati. Pa ne izvati, izvati. Kakšna je tema tvoja dizertacija? V bistvu ravno to, umetno življenje, filozofija kot umetno življenje in različne kodove sreče skozi čas. Zato, ker mogoče čutim malo projekcije v tebi in projekcije senčne strani. Ker se mi zelo zdi, da bi rad napisal priročnik, ki bo... Ali pa prisrčnik. Prisrčnik, pritušnik. Prinušnik. Recimo, ne, ki bo tržno uspešen. In zato, recimo, je preprosta vaja, da ne to neko svojo senčno stran, kjer smo, ne vem, ali ne vzvišeni, mogoče malo intelektualni vzvišeni nad nečim, raziščemo in si recimo rečemo, okay, zakaj sem jaz snobovski do tega. Ne? In pogosto priješ do, če si dovolj zvest temu postopku, ne? Do tega, da ni nujna težava v drugih ljudeh, ki so, ne vem, površni ali pohoglavi ali karkoli je že tvoj kriterij, ampak da si ti tega na zdrav način ne dovoliš. Ne? Zato, ker je to bilo mogoče v primarni družini prepovedano, kot je bila pri nas, ne vem, lenoba. Ne? Bog ne da, nisi delal. In to je seveda
To je postala moja senčna stran, ker kolikor sem videl sedeti na kavi, v miru sem bil v sklepšni muhi, ne? Ali je že nekaj samo v mikro? Ne, pardon, ja. A moramo kaj ponoviti? Ne vem, zdaj pač če zgolj za voljo poslušalcev in poslušalk to malo konkretiziram. Bi sem tvoje mesto vprašal, ok, malo viham nos nad tem, v eni strani sem pa že toliko stvari vprašal, ki bi lahko bili neposreden, ne tržni nasvet, kako to narediti, ampak kaj bo v bistvu strukturirati tvoje delo v to, da boš ti, ker mogoče je nekaj strahu pred tem, potem, ko narediš dizertacijo in boš doktor ta in ta, ne, iz tega naredil še priročnik 2 ali 3 in napisal kot Alain de Botton serijo knjig o lepšem, boljšem življenju, ki je pač meni zelo ljub in izvrsten avtor in krasen filozof. Ne? In tudi pač zelo prosto govori o področju psihologije in psihoanalize, pa ne zato, ker bi si pač, ne vem, isto pač Slavoj Žižek, ki je izjemno podkovan na tem področju. In je v bistvu pač vsa ta neka prizadevanja potem na koncu mogoče obravnavati veliko bolj izven nekih teh domicilov, stroge akademskosti, že omenjene intelektualne vzvišenosti, ne vem kakšne zahtevanosti, ampak lahko pač vsi, ki imamo spoznanja o življenju, o svetu in so pravzaprav deloma unikatna zato, ker imamo to danost, da stvari vidimo drugače, ne nujno v smislu nekih absolutnih resnic, ampak ne, poetičnosti, nijans, tipa pisanja, tipa izgovarjanja ali pa uporabe besed, nekako presežemo in pač prinesemo v življenje drugih ljudi nekaj novega, zanimivega, ker si reče, hej, to pa je full fine. Ne? In to je mogoče umetnost življenja in se mi zdi krasen naslov in bi si želel videti pravzaprav tvoj priročnik, ko boš pripravljen tudi. Ne, zato mogoče preseži to idejo, da boš, glej, kaj pa se ta gre. Ne? Zdaj, če lahko se odzovem na ta izziv. Ne? Kar je bilo moje odkritje, zdaj, ko sem v bistvu začel v antiki s temi prvimi poskusi iskanja sreče, ne? Kar je v resnici bilo zavorno poslanstvo filozofije, ne? Iskanje dobrega življenja, ne? Kar je čisto danes totalno na nek način se oddaljilo od tega. Ne? Je, da pač imaš skozi celo zgodovino zelo dosti nekih različnih idealov, za katere pa se izkaže, da so pogojeni z vsakokratnim zgodovinskim trenutkom. Ne? Enkrat, recimo, ne vem, v času imperija bo seveda zelo priljubljeno stoištvo, ne? Ker kaj pa boš v imperiju, razen da se najdeš trdnost v samem sebi, ker neke politične moči v resnici nimaš. Ne? No, ampak večina stoikov je bilo svetovalcev vladarjem. Ne? Ja, no, ampak zdaj nasploh je pač tudi bilo neko ljudsko gibanje, ne? Ker značilno za helenistične filozofije je ravno to, da so bile neki širši domet. Je pa seveda Seneca pa Marko Aurelij pa sta bila na vladarski položaj. Epiktet, ko služen. Ja, da Epiktet je bil imel javno službo, javno šolo. Ne? Zdaj recimo, če pogledamo v Atene v času Sokrata ravno, ne? Pa je čas demokracije. Ne? In se spet pogojne demokracije. Ne? To demokracije tudi treba ne zvesti na moške določenega ranga, določenega statusa, ki so pač tvorili odločevalsko elito. Ne? Ja, v tako intenzivne demokracije, kot je bila tu sicer omejena na moške, ki so bili državljani, v bistvu še nismo to takrat nikjer ponovili na nek način. Ne? Takrat je bilo pomembno, da je vsak državljan v bistvu znal do nekem način kritično razmišljati. Ne? In hkrati je bilo na voljo zelo dosti raznih učiteljev, ki so učili retorike, ki so učili komuniciranje in tako naprej. Zelo podobno na nek način temu našemu obdobju, ne? Ko smo tudi v demokraciji naravno to vrstne veščine. In zdaj pač moja nekak ugotovitev je, oziroma ugotovitev, tisto, o čem razmišljam, zakaj sem kritičen, zakaj viham nos nad vsem tem. Končno si priznal, Nimam nobene težave, ne, da to je kar na pladnju. Ne, da imam nek odpor do tega, iz tega izhaja tudi moja vprašanja, je, da pač ti ideali so zelo časovno pogojeni, kaj je sreča, dostikrat služijo nekim vzvodom, ki niso najboljše. Kapitala, politike. Politike.
v nekih osebnih interesov, nekdo, ki je recimo, ne vem, spoznal resnico in zdaj se postavi na ta položaj, da lahko druge uči. To je spoznal resnico, kadarkoli. Ja, nekaj, mislim, to je če pogledaš te razne samopomočnike, te ameriške samopomočniške industrije, tu je zelo dosti nekega tega megalomanstva, ne? Tega agresivnega optimizma. In tako naprej, ne? Pa zlasti recimo, če pogledamo pozitivna psihologija, ne, tudi bilo tako gibanje, ki pa je bilo po vrhu oblečeno v to znanstveno podobo. Dolgo časa. In je zelo dolgo se to misel v bistvu ponavljalo, da treba misliti pozitivno, treba se na nek način izolirati od negativnih, Ali pa preokviriti vsako stvar. Ne? Pozitivno. In se mi zdi, da zaradi tega sem se potem na koncu nekako se vračam k Sokratu. Ne? Umetnost življenja ni v tem, da mislimo, da imamo odgovor, ne? Tudi približen odgovor, ampak to iskanje, torej to, da ostanemo v tem samospoznavanju. Ne? Zdaj, če pa to samospoznavanje vodi do sreče, pa pravzaprav ne vemo. Mislim, to mora pravzaprav na nek način ostati odprto, ker takoj, ko rečemo, da torej, to je tisto, kar moraš početi, da boš srečen, to pomeni, da že imaš neko vedenje o tem, kaj je tisti ideal, ki ga moraš doseči, oziroma v bistvu vsaj ravnaš, kot da bi imel tako vedenje. Da to recimo, da jim daš nekaj na svete, ti moraš delati ono, ti moraš delati to. In z tega vidika se mi zdi problematična sama ta ideja samopomočniške literature. Kar ne pomeni, da ne igra neke vloge, ki je lahko tudi pozitivna. Mislim, potem se ti mora zdeti problematična tudi ideja filozofije, ne? Če pač to razširimo. Zato, ker pač hitro bodo vihali nosove nad to samovšečnostjo ali pa povzdignjenostjo misli, ki je sicer kritična, pogosto je pa služila tudi kapitalu, tudi politiki, tudi zabojevanju ljudi, ker so pač z lahkoto preoblekli, kot so Nietzscheja z lahkoto preoblekli, kot so Wagnerja z lahkoto zlorabljali za razne namene. Ampak pustimo to ob strani, moramo se vprašati, zakaj pa ta cilj tako strogo postavlja, da mora biti življenje srečno, ne? Ja. Če pač tu se znebimo tega cilja, se nam odpirajo povsem druga možnost. Ne? In jaz zapišem v srečo, prosim, sreča ni opoteča, ampak je pot. Ne? To se skriva v tej besedi opoteča. In pač, ko se podaš na pot, odkrivaš, si potolčen, si ponovno vznikel, si ponovno močan, si potem spet izzvan, si na poti nekih preizkušenj in vidiš, da je to neka sinusoida, ki je stalna, ki ji ne moreš ubežati. Vsako obdobje tudi prinaša nove izzive uma, telesa. Dolgoživost nam zdaj spet odpira neke možnosti, ne? In nam postavlja vprašanje, ali je to dobroživost, ali je to srečno živost. Pač, ne vem, starogrški koncept sreče, eudaemonija, ne? Spravi eudaemon, notranji demon. Ne? Zanimivo. Zato, ker na eni točki pač tega krščanskega monopola so pač demoni postali slabi, tisti, ki ljudje vodijo skušnjavo, ki jih pogubijo in jih obsodijo na pekel. Ne? Notranji demon je v bistvu tvoj duh, ne? Je tvoj spirit, to, kar ti je položeno v zibelko. In mogoče bi jaz srečo zaobšel in drugo knjigo sem pisal ravno kot provokacijo, ne? In ker sem pač, ne vem, odličen kreativec in komunikator, so rekli, glej, to je v bistvu zdaj nasvet, kako prideš do sreče. Ne? Srečo prosim je pravzaprav provokacije v smislu, saj sreče ne moreš kupiti na tržnici, ne? Dajte mi pol kile sreče, kaj boš, eno srečo prosim. Ne? In ko se znebimo te zahteve, ne? In kot izvrstno pravi Anton Trstenjak, trpljenje je v srečo že všteto. In se spet vrnemo do te pozicije vpetosti sveta v to dvojnost, v slabo, v dobro, v neprijetno, v prijetno. Ampak na eni točki, ko je bilo življenje res tako trdo, neprizanesljivo in to je pravzaprav skoraj cel srednji vek, prepredajeno za kugo, trpljenjem, vojnami in ne vem čem, je najbolj potrebovalo k temu,
da se je sreča začela izpostavljati kot nek ideal, kot nekaj dobrega v življenju ljudi, ki je sicer podrejeno stiski, trpljenju in razočaranju. Ne? In ko to prevzemamo, ko se zatem pehamo, pravzaprav razdajamo svojo moč, svojo energijo. In duševno zdravje je na koncu, zelo banalno rečeno, zgolj dovoljšna zaloga življenjske moči. Ne? In psihologija in znanost dokazujeta, da v bistvu ne moramo biti ves čas vzhičeni, ne moramo biti nenehno ekstatični, ne moramo biti nenehno srečni, ker je to za naš psihološki in pač energijski ustroj prenapor, preveč izčrpavajoče. Ne? To se rad pošalim, da če v Prekmurju koga vprašaš, kak si, ti pogosto rečejo, če bi bil Bog, še bi se mi zmešal. Ne? In zato to pehanje za stalno srečo ni sustainable recept in zato sreče ne sme biti cilj. In pravim, da se pogosto izvor naše nesreče skriva v besedi rezultat. Zato, ker si vsako prizadevanje podredimo idealnim izidom, idealnim rezultatom. Ne? In če to besedo malo premečemo, dobimo dve besedi. Dobimo besedo loser in tat. Ne? Torej, če smo zgolj zapriseženi idealnemu izidu, popolnemu, perfektnemu izdelku, dizertaciji, knjigi, čemorkoli, bomo s tem kmalu tudi tati svoje srečo. Zato, ker so pač norme, standardi, benchmarki postavljeni tako nerealno, nedosegljivo, da bo veliko te dragocene energije se stekalo na račun zadovoljevanja neke iluzije, neke fantazije, nekega cilja, s katerim v osnovi se sploh ne bi smeli podati na pot. Ne? In zato nazaj k Jungu, raziskano življenje. Ne srečno življenje, raziskano življenje. Mislim, da Jaz bi se zdaj ful še vse ja, spravil. pa mislim, da je to kar dobra, Na kar nekaj stvari od dobra končna misel, mogoče za Ampak ja, se bomo filozofi, tako kot se je vedno končalo pri Sokratu, na koncu z aporijo na razpotju, ki je odprli različne neke možne poti razmisleka, malo zdražili v različne smeri poslušalce, zdaj da moramo počasi osvoboditi, da greš lavo. Hvala za povabilo. Ja, hvala tebi. Sokrat je imel na koncu klepsidro, to je bila ona ura vodna, ki se je iztekala na sodišču, ko se je moral sam zagovarjati. Tako da vodo sem spil, Torej ti si Sokrat. vodo sem spil, zagovarjal sem vse, sodišče bo pa odločilo. Vse veš, kako je Sokrat končal. Ja, ampak zagotavljamo, da ni bila trobelika v Bore. Super, me veseli, tako da Sokrat hvala, 100-krat hvala. Ja. Tako pa je napisano. Super. Ja, najlepša hvala, da ste Hvala za posluh, hvala za ogled. kot običajno, oziroma neobičajno se naročite na podcast in nam sledite za še več sočnih pogovorov o vseh stvarih, ki tajajo nas misleče človečnjake. Upamo, da je to bilo še nekaj hrupa, ampak upamo, da ne za nič. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo